V 30. gorivnem ciklusu, ki se je začel po končanem remontu 1. maja 2018, je Nuklearna elektrarna Krško v omrežje oddala 8,38 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar je 1,14% več, kot je bilo načrtovano. Samo v tem letu, v letu 2019, smo proizvedli že 4,5 gigavatnih ur, kar je podobno 1% več, kot smo predvidevali. Obratovali smo skupaj cel obratovalni ciklus, kar je preko 430 dni neprekinjeno. Obratovali smo s popolno integriteto jedrskega goriva, s popolno integriteto vseh sistemov, kar nas seveda veseli. Ti dosežki pa jih ne uspavajo, poudarja Rožman. Vsi dosežki nas ne uspavajo. Te dosežki nas spodbujajo in motivirajo, da ostajamo fokusirani in osredotočeni na vse podrobnosti in na vse izzive, ki nas čakajo, ne samo skozi letošnji remont, ampak ki nas čakajo tudi v naslednjih letih, v naslednjem obratovalnem ciklusu. Po temeljitih pripravah, ki potekajo vse od konca lanskega remonta, se je danes z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja začel redni remont. Trajal bo predvidoma slab mesec dni. Ono što je karakteristično, znači za svaki remont, to je da ćemo zamijeniti polovicu nuklearnog goriva u reaktoru, zatim vršiti inspekciju starih gorivnih elemenata koji će se koristiti i u sljedećem ciklusu. Izvešćemo brojne aktivnosti održavanja, operativne aktivnosti, izvešćemo brojna testiranja opreme koja se ne mogu izvoditi u vremenu dok elektrana radi, već samo u stanju remonta. I također ćemo implementirati određeni broj projekata, znači zamjene opreme, modifikacije, koji na neki način podupiru dugoročni rad elektrane. Nekatere modifikacije so vezane na zamenjavo dotrajane opreme, druge pa na program nadgradnje varnosti. Ta nadgradnja varnosti je bila razdeljena v več faz. Prva je bila izvedena v letu 2014, predvsem v remontu. Druga in tretja faza še potekata. Drugo fazo bomo zaključili skoraj v celoti v tem remontu 2019. Naj omenim glavno aktivnost, to je zaključevanje aktivnosti na pomožni komandni sobi. Ta naj bi bila polno operabilna po remontu 2021. Tretja faza pa obsega gradnjo nove, posebej utrjene varnostne zgradbe. V njej bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi. In pričakujemo, kot rečeno, da bi tudi ta tretja faza bila v večjem delu zaključena po remontu, po naslednjem remontu 2021. Pfeiffer je med drugim še opozoril na problem odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov. V 30. gorivnem ciklusu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 233 standardnih paketov z nizko- in srednje radioaktivnimi odpadki, skupne prostornine 54 kubičnih metrov. Lani so na sežig poslali 350 sodov z gorljivimi jedrskimi odpadki. Za zagotovitev skladiščenja teh odpadkov smo izvedli še zadnji interni ukrep, ki je v naši pristojnosti in je res zadnji čas, skrajni čas, da se pristojni organi obeh držav začnejo ukvarjati z gradnjo končnega odlagališča nizko- in srednje radioaktivnega odpadkov. Nuklearna elektrarna Krško sicer v letih z remontom proizvede 5,5 milijarde kilovatnih ur električne energije, v letih brez remonta pa 6 milijard kilovatnih ur.